Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Splošna krščanska življenjska modrost bi se mogla strniti v temeljno misel. Najti v življenju trdnjavo, sidrišče v Bogu, v Jezusu Kristusu. Odkriti Boga v vseh stvarih, srečati se z Jezusom Kristusom v vseh notranjih in zunanjih realnostih življenja, ki ga živimo. V dobrem in slabem, v zdravju in bolezni, v uspehih in neuspehih. Ko razmišljamo ob nedelji Božje besede, se vprašamo, kaj oziroma bolje, kdo je Božja beseda. O njej in njem bi tokrat rad govoril z globoko duhovnim človekom, s patrom Brankom Petauerjem, menihom iz cistercijanske opatije v Stični na Dolenjskem. Dobrodošli, pater Branko. Najprej bi vas vprašal, zakaj je Sveto pismo temeljna knjiga, oziroma bi naj bila za vsakega človeka? O tem sem tudi že sam velikokrat razmišljal, pa enkrat mi je prišlo na misel, gledajte, tako kot imajo aparati, ki jih kupimo, sicer primera ni v redu, ne? Aparati, ki jih kupimo, imajo zraven navodila za uporabo. In potem mi je prišlo na misel, gledaj, svetopisemske besede, pravzaprav Božja beseda je to, po čemer sem jaz ustvarjen. Zato, če te besede živim, je moje življenje najbolj pravilno in najbolj polno. Tako da, če živim Sveto pismo, nimam kaj zgrešiti. In sem v eni gotovi ulici, ki vodi k Bogu, ker pravzaprav se je Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, in Sveto pismo je tista pot za nas kristjane. Tako da mislim, da je na ta način Sveto pismo resnično temeljna knjiga za naše življenje. Potem sem še naprej razmišljal, sem rekel potem, glej, zanimivo, kako razni narodi pa države pišejo ustave. Si najkrajša in najbolj popolna ustava pravzaprav za kristjanovo življenje je 10 Božjih zapovedi. Te besede je Bog povedal, ki je nas ustvaril, ve, kako funkcioniramo, kako bomo funkcionirali in zato so te besede tisto temeljno pravilo za naše življenje. In zato se mi potem zdi čudno, kako nekateri izumljajo toplo vodo, pa delajo neke čudne ustave, ki v bistvu ne podpirajo niti ljubezen do življenja. Ker ljubezen do življenja je izražena v 10 Božjih zapovedih in ljubezen do bližnjega in ljubezen do Boga. Tukaj imamo vse, kar v življenju rabimo, vse smernice. Pred kratkim smo doživeli inauguracijo novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in res je nekaj čudovitega, da predsednik položi ob zaprisegi roko na Božjo besedo, na Sveto pismo, zapriseže pred Bogom. To je pretresljivo dejanje za mene. Prisegel sem samo enkrat v življenju, takrat, ko sem sprejel službo župnika v Stični, sem tudi roko držal na Sveto pismo, ko sem bral besede te prisege. Ampak jaz moram povedati, da je to nekako tako pretresljivo dejanje, da pravzaprav tukaj potem iščeš stik z Bogom in ga prosiš, naj ti pomaga v življenju. Pri Trumpu je to se mi zdi res lepa gesta. Uporabljajo Sveto pismo, na katerem so prisegali vsi dosedanji predsedniki od ne vem katerega naprej. Vrh vsega je pa še on še izbral eno Sveto pismo, ki mu ga je babica podarila. In seveda, na to pismo je posebej navezan in na to Sveto pismo je potem on tudi roko položil. To se mi zdi lep začetek predsedniške službe. Koliko bi pravzaprav morala to biti praksa vsakega voditelja naroda, seveda najprej krščanskega, ki pravzaprav bi naj upošteval Božjo besedo in vse svoje delovanje in usmerjanje vsega nekako usmerjal po Božji besedi, v skladu z Božjo besedo, da bi se sprejemali zakoni, ukrepi v skladu z Božjo besedo. Kajti, ko slišimo patra Jamesa Manjakla, ki je prihajal v Slovenijo, tega indijskega karizmatičnega katoliškega duhovnika, ki je povedal, da je imel dostop do vic in da je tam srečal
skupino znanih politikov, ki so že zapustili ta svet in ki zelo trpijo. So se mu potožili in ga prosili pomoči. Potožili predvsem v tem, da niso na zemlji svoje službe opravljali v skladu z Božjo besedo. Da se niso dovolj zavzemali za to, da bi zakoni bili v skladu z Božjim zakonom, z Božjo besedo. Da bi to bilo v blagor vsega ljudstva. Tu so pa zamočili, ne? Ja, se to je edini zakoni, ki so v prid človeku, ki branijo človekovo življenje, spoštuje človekovo življenje, izhaja iz 10 Božjih zapovedi, se pravi iz Božje besede. In danes, seveda, ljudje hočemo pač slediti svojemu napuhu in marsikdaj si rečemo, si to ni tako pomembno, si to ni, bomo mi kaj lepšega ugotovili, kaj lepšega iznajdli. Ampak vse te človeške izmišljotine, ki so potem plod napuha ali pa prevzetnosti, so pravzaprav tiste, ki nam niso v korist in pravzaprav niti ne branijo in ne ljubijo življenja. Se lahko gledamo našo politiko, ne? Ta zakon o evtanaziji, to je popolnoma zgrešeno, popolnoma proti Božji volji in proti temu, kar Bog hoče, in tudi proti življenju in proti samemu funkcioniranju človeka. Tu se vidi, da to ne bo v blagor naroda, ne? Nekje v Stari zavezi menda že Bog opozarja, gorje narodu, katerega zakonodajalec bo sprejemal zakone, ki so proti moji postavi. Ja, sigurno ne. Ampak, kaj sem, ljudje smo kratke pameti včasih, ne? In potem mislimo, da bomo mi veliko lepše, veliko boljše naredili in potem se izkaže, da smo pač pravzaprav šli v neke vrste temo, kjer ni svetlobe in potem blodimo v teh blodnjakih noter in trpimo sami in še drugim nalagamo trpljenje. Tu smo danes. Pater Branko, kakšen pečat in pomen je knjiga vseh knjig pustila na naši zahodni kulturi in civilizaciji, tudi slovenski? Ja, knjiga vseh knjig, svetopismo, je pustila pečat v zahodni kulturi, če gledate umetnost. Vsa krščanska umetnost nekako izvira iz prizorov iz Svetega pisma, ne? Tako da je res navdihovala tudi te slikarje, mojstre, umetnike, ki so bili pogosto tudi zelo globoko verni ljudje. Če se spomnite, ko je bila ta knjiga prevedena o izgubljenem sinu tega pisatelja iz Belgije, ali kot je že bil, ko je v Ermitažu to sliko opazoval in kaj mu je ta slika se spregovorila, ne? Kako je ob tej sliki meditiral in tako bi lahko potem recimo meditirali o vseh krščanskih umetninah, pa tudi slog življenja nekako je bil vsaj do zdaj še globoko prepojen s Svetim pismom. Tako da so krščanski ljudje, kmečki ljudje, so to res znali živeti s Svetim pismom. Čeprav ga mogoče niso redno brali, ampak to, kar je bilo v cerkvi oznanjeno, jim je nekako sedlo srce in potem so tudi oblikovali svoje življenje. Ko nekomu v običajnem življenju verjamemo, imamo delež v njegovem znanju pravzaprav in spoznanjih, kar verjamemo, ne vemo, torej iz svojih izkušenj, verjamemo tuji besedi in tuji izkušnji. In vera nas, kristjanov, končno pomeni verovanje Jezusovi besedi in njemu samemu. Iz katerih razlogov mu moramo brez dvomov in pogojev verjeti? Tu se pa spomnim mojega novicijata, ko sem ga opravljal v Stični in je bil eden izmed učiteljev v novicijatu, tudi dr. Anton Nadrah, in mi je takole govoril, pogosto, kad mi je takole povedal. Glej, vsega tega, kar je napisano v Svetem pismu, te Božje govorice marsikdaj ne boš razumel. Ampak preprosti reči v srcu, Jezus, verjamem ti popolnoma, ker si ti rekel te besede, ker tebi edinemu lahko 100% verjamem. In besede, ki so zapisane v Svetem pismu, so Božje besede in zato se lahko na nje 100% zanesemo. Recimo, ko verjameš človeku,
se ne moreš na njega 100% zanesti, ker ta njegova beseda ali pa izjava ali pa novica, ki ti jo pove, lahko še zmeraj vsebuje kanček tistega, kar ni pravilno. Ko pa gledamo ali pa premišljujemo ali pa beremo Božjo besedo, se pa srečamo z besedo, ki je 100% zanesljiva, 100% resnična, ker jo je izrekel tisti, ki je ustvaril vse. Da, vendar pogosto slišimo tudi neke dvome pri nekaterih ljudeh. Pravijo, Jezus je bil človek in Božji sin, druga oseba Svete Trojice, Bog sam. Mi se sicer hočemo zanašati na njegove besede, ki so bile posredovane, najprej tistim, ki so bili z njim, ki so jih slišali iz njegovih ust, potem pa po njihovih naslednikih v vseh preteklih stoletjih do danes posredovane naprej. Kakšen je vaš odgovor tistim, ki dvomijo, da se je do danes ta Jezusova originalna beseda ohranila? Jaz bi takemu po vsakemu rekel, jaz osebno verjamem, da se je ta beseda originalno ohranila, ker to izhaja iz judovskega okolja. Recimo že starozavezni redaktorji, pa pisatelji in ti duhovniki, ki so besedo izročali naprej, najprej po pripovedovanju. Potem, ko so jo zapisali, so bili tako natančni pri vsem tem, da kadar niso razumeli neke besede, kar je popolnoma razumljivo, ker besede se pač spreminjajo pomen v stoletjih, da so enostavno napisali tako, kot so najdli, čeprav niso razumeli. Pa tudi napake, ki so se vrinile noter, so jih prepisovali in so ostajale še ne vem koliko prepisov naprej kot napake. Zato potem popolnoma verjamem in sem gotov, da se je tudi novozavezno besedilo tako izročalo naprej, ker so imeli ljudje do tega neko sveto spoštovanje in tudi, če niso razumeli recimo grške besede, so jo prepisali tako, kot so jo najdli. In to nam razlagalci Svetega pisma velikokrat povedo, glejte, ta beseda je pa prepisana z napako, ampak ker so popolnoma spoštovali izročilo ali pa besedilo Svetega pisma, niso spreminjali, niso popravljali, ampak so prepisali naprej z napako. Tako da se je potem besedilo ohranilo nepopačeno. Vse to se je videlo potem, ko so odkrili kumranske rokopise, ki so bili skoraj 2000 letja nedotaknjeni in se je njihovo besedilo popolnoma ujema s tem besedilom, ki ga mi uporabljamo za današnje prevode Svetega pisma. Torej, edina ta nezmotljiva gotovost in garancija je torej tista beseda, ki se je slišala iz Jezusovih ust. Kaj pravzaprav daje resnično gotovost naši veri? Ja, tukaj je pravzaprav tudi beseda vera, ki pomeni nek korak v neznano. Se pravi, Bog je od mene toliko večji, da enostavno jaz s svojimi majhnimi sposobnostmi ne morem do konca razumeti Božje volje ali Božje besede, Božjih navdihov, zato je potem tudi vera neke vrste korak v neznano. Ali pa, če bi rekel še lepše, korak v Božje naročje. Zaupam, da ko bom stopil v temo, v neznano, da bom stopil v Božje naročje. In da bom v tem položaju, kamor bom stopil, bom na varnem, bom v ljubečem Božjem objemu. Zato se mi zdi, da je res Božja beseda nekaj čudovitega in ta beseda nas tudi preoblikuje, nas preustvarja. Glede, pred leti sem bral za duhovno branje eno rusko knjigo, kjer so bili navedeni kratki življenjepisi ruskih starcev in potem tudi njihova dela. In ene izmed njih je napisal tako lepo, kar me je res zaznamovalo: ko beremo Božjo besedo, Jezus umiva naše duše. Jezus umiva naše duše. Sprav, branje Božje besede, premišljevanje Božje besede je tudi očiščujoče.
To ni branje ene knjige ali pa časopisa, to je srečevanje z živim Bogom, ki je v Božji besedi. In ta Bog, ki se takrat z njim ukvarjam, se pravi z njim prijateljujem, se z njim srečujem, me ob branju Božje besede umiva. Ali prav to pomeni verovati v krščanskem smislu, o čemer sedaj govorite? Mislim, da. Da človek veruje, da ko bere Božjo besedo, se srečuje z živim Jezusom. To ni beseda, ki je samo napisana, natiskana, ampak to so žive besede. Ne? Se tudi apostol Pavel že napisal, ne? Da je Božja beseda učinkovita, da zareže v človekovo srce, kakor dvorezen meč. Zato marsikdaj tudi branje Božje besede popolnoma človeka obrne. Lete, sveti Anton, nedolgo smo praznovali njegov god, je tudi slišal, ko je bil še mlad, Božjo besedo: pojdi, prodaj vse, kar imaš, razdeli in daj ubogim in imel boš zaklad na nebesih. Te besede so svetega Antona tako nekako notranje zagrable, da je čutil, da jih je slišal od samega Jezusa, in potem je enostavno v sebi čutil klic, da mora to tudi uresničiti. In potem je šel, prodal vse, kar je imel, samo tukaj v hrano, da je lahko še sestrico vzdrževal. Ko je sestra dorasla, je potem šel v puščavo in takoj potem živel samo z Jezusom in za Jezusa. Jezus je bil sejalec besede. Kakšni so bili odgovori, odmevi na njegove nastope in govore? Pogosto je namreč govoril kot tisti, ki ima oblast in moč. Ja, za Jezusa je zelo značilno, da je uporabljal razumljivo govorico. Uporabljal je prilike iz takratnega kmečkega življenja, da so ljudje lažje razumeli, in potem na te prilike je potem navezal svoje sporočilo. To je popolnoma tudi praktično. Na ta način si človek veliko lažje zapomni potem tudi sporočilo, ki je vezano na priliko. Ne? Ampak jaz mislim, da je Jezus govoril tako, da so ljudje čutili, da so sprejeti. Da te besede ne govori kar tako nekam, da bi letele čez glave tja, kot nek znanstvenik, ampak da jih govori besede tako, da jim s temi besedami kaže, da jih ima rad. So to besede ljubezni. In ta ljubezen je bila pravzaprav tista oblast, s katero je Jezus govoril. Beseda, s katero ti sporočam, poroča: neizmerno te imam rad, zato ti pripovedujem, da bi ti začutil mojo ljubezen. In mislim, da so ljudje začutili to ljubezen, ki jih je nagovorila, in so potem bili pripravljeni vse pustiti in iti za Jezusom. Seveda, so bili pa tudi drugi, ampak to so bili pa večina verska elita takratnega časa, ki so imeli svojo izdelano podobo o Bogu, kakor so jih pač starozavezna besedila prikazovala, ali pa kakor so potem nastale v teh stoletnih razlagah, ne? Mišna pa Talmud, kjer so potem tudi oblikovali eno podobo Boga, in potem tudi, recimo, ta mesijanski čas, ki je bil, kako se bo Bog pojavil. Jezus tem opisom ni odgovarjal, ni stopal v ta kalup. Zato je potem se tem izobraženim, versko razgledanim ljudem to zdelo pa nekaj čudnega. Češ, ta gre pa v malo drugo smer, ta pa ne govori tako, kot je zapisano v naših razlagah. In zato so potem začeli dvomiti. In so potem celo ga sovražili. Ampak Jezus jim tega sovraštva ni zameril. Kaj pomeni, da je iz njega izhajala neka notranja moč, ki je vedno znova privlačila ljudi v njegovo bližino? Kakšen je bil namen te fascinacije, ki je tekla iz njega in je ljudi vezala na njegovo pojavo in na njegovo osebo? Mislim, da je bil Jezusov namen, da ljudi pritegne k sebi, samo ta, da bi jim razodel ljubezen nebeškega očeta. Ker poudaril je: jaz in oče sva eno, in ko so ljudje nekako začutili v Jezusu to
da jih ima rad, da jih spoštuje, da jih sprejema takšne, kot so, da jih ne obsoja, da jim odpušča, so takrat začutili, nekdo me pa sprejema takšnega, kot sem. Ne? In zato so potem ljudje tako sledili Jezusu in mu bili pripravljeni in so mu verovali in so mu verjeli, ker so čutili, da ta ne govori tako kot drugi. Ne? Glede, že v Stari zavezi prerok piše, da so preroki marsikdaj tako, da drugemu kradejo iz reke, pa ponavljajo en za drugim in je rekel, potem nadaljuje, to niso Božje besede, to so človeške besede. Jezus pa tega ni delal. Jezus je pa govoril iz sebe, pravzaprav iz njega je govoril Oče. In pa iz njega je govoril Sveti Duh. Zato so imele te besede čisto drugo izhodišče. Niso imele človeško izhodišče, ampak so imele Božje izhodišče. So iz Božjega srca padale na človeška ušesa. Da. Pater Branko, Jezus pravzaprav ni nudil ničesar od tega, kar bi recimo posebej mladi ljudje pričakovali od življenja. Ne ponuja uspeha, ne kariere, ne finančne, gospodarske ali življenjske gotovosti, ne uglednega položaja v družbi. On ponuja križ, muke, preganjanja, nerazumevanje, brezdomstvo, lisice imajo brloge, ptice pod nebom gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil. To je bil pravzaprav odgovor Jezusa nekemu mlademu človeku. Zastavlja se na vprašanje, kaj je pravzaprav resnična Jezusova ponudba človeku? Mislim, da je resnična Jezusova ponudba človeku resnica sama. Se pravi, če jaz sledim nekemu nauku, ki mi prinaša finančno korist, je to potem finančna korist. Če sledim nekemu nauku zato, da bi bil ugleden, spoštovan, je to spet nekaj zunanjega, nekaj, kar meni koristi. Ne? Jezus tega ni ponujal, ampak Jezus je ponujal ljudem resnico. Resnica je pa ljudi osvobajala in so se potem počutili mirne, spokojne ali pa bili so pripravljeni to ljubezen ohranjati. Ne? Ker, gledajte, mučenci, ki so šli v smrt zaradi Jezusovega imena, so v Jezusu videli takšno gotovost, da so v življenju sprejeli resnico in živeli to resnico, da jih od te resnice nič drugega ni moglo umakniti ali pa odvrniti. Ker so bili v svojem življenju, svojem tem iskanju resnice tako prepričani, da so najdli resnico, da je za nobeno ceno tiste resnice, ki je Jezus sam, niso bili pripravljeni zapustiti. Ne? Glede, nedolgo smo praznovali god Svete Neže, mlado dekle, 12-letno dekle. Spoznala je Jezusa, v življenju si ga je vzela za ženina. Ona je rekla, on je moj ženin. In potem, ko so jo peljali na morišče, je to dekle reklo, kaj čakaš? Ma rabljo. Najhitro izvrši svoje delo, ker ženin me ne pričakuje. Žalosten bo, če se bom modila. Glede, ona je v Jezusu našla vso resnico življenja, vso svojo gotovost in hkrati pa tudi vedela je, Jezus je tudi to sporočal ljudem, da to naše zemeljsko življenje ni tisto dokončno življenje, ampak da je to naše življenje samo romanje večnemu cilju naproti in da cilj našega življenja je večnost. Večna sreča pri Bogu, tam, ko bomo resnico popolnoma spoznali. Tako kot ste rekli, vsi, ki so prišli v stik z njim, ki so bili in ostali v delokrogu njegove osebe, so jasno občutili, da je tu na delu Bog, izgovarjajo je Božje besede, izžarevajo je Boga samega tako, da se človek ni mogel utrgati od njegovega magnetnega polja. Pater Branko, kaj bi rekli, kaj je najodločnejše za Jezusovo besedo? Ali je nemara to, da je nudil
neko povsem novo izkušnjo Boga. Gotovo, on je nudil neko novo izkušnjo Boga. Glejte, že samo, če vzamemo molitev Oče naš, kako srčno je uvajal človeka v nek odnos do Boga. Ker do takrat je bil, do stare zaveze je bil predvsem Bog kot neusmiljen sodnik, ki tisti, ki sodi, ki tisti, ki se jezi, čeprav so preroki tudi marsikdaj imajo take lepe pasuse, kot da Bog razkrije tisto materinsko srce. Ne? Jezus je pa naravnost potem ljudi uvajal v to lepo domačnost do očeta. Ne? Oče naš pravzaprav pomeni očka naš, ne? Naš očka. Se pravi, tako kot otrok z ljubeče pokliče očeta, tako naj bi mi, kristjani, ljubeče klicali očeta. Ne? In k temu nas je Jezus nekako navajal, da ne bi bil naš odnos do Boga zaznamovan s strahom, ampak da bi bil naš odnos do Boga zaznamovan z ljubeznijo. Se potem tudi apostol Janez tako lepo zapisal, Bog je ljubezen. Ob tej besedi mi prihaja na misel izkušnja iz študentskih let, ko sem pri latinščini poslušal profesor Otmarja Črnilogarja, ki je bil velik klasični lingvist in je takrat prevajal Sveto pismo. In on od tega prevajanja Svetega pisma bil marsikdaj tako čisto zamaknen, da nam potem tudi pri urah latinščine govoril o tem, kako on dela. In mi enkrat nam je razlagal, poglejte, fantje, če bi vse knjige na svetu pogorele, pa ostalo Sveto pismo, smo rešili vse. In potem je nadaljeval, če bi še tista knjiga zgorela, je dovolj, da nam ostane samo Janezovo pismo. In če bi še tista knjiga zgorela, je dovolj, da nam ostane samo en fragmentek, na katerem je Janez zapisal, Bog je ljubezen. Je rekel, to imamo dovolj za življenje. To je največje in najbolj čudovito sporočilo Boga, Bog je ljubezen. In mislim, da so to ljudje tudi čutili pri Jezusu, zato so nekako tako bili fascinirani nad njim, pa ne samo fascinirani, spremenili so svoje življenje, da so tudi oni svoje življenje oblikovali po teh čudovitih besedah, ki jih je Jezus govoril, ki jih je Jezus tudi živel, da Bog je ljubezen, s tem, tudi Jezus kliče mene, da tudi jaz postajam ljubezen, se pravi za svojega bližnjega in za tistega, s katerimi živim. Ali se je Jezus morda kdaj prevaral v smislu bistvenih stvari človekovega smisla in usode? Ne, Jezus se ni prevaral, Jezus je vedel, kako bo z nami, ampak zaradi tega, ker nam je puščal popolno svobodo, se pravi popolno spoštovanje, živel je do vsakega človeka popolno ljubezen, ni te omejeval, ni te sodil, odpuščal ti je, zato je potem marsikdaj tudi, recimo, če gledamo Juda, ki Jezusa izdal, ker so ga premamili denarji, tudi njemu Jezus ni zameril. Ne? Tudi njemu je Jezus na nek način odpustil, ampak Juda sam sebi potem ni mogel odpustiti, da to je šel tja in potem storil tisto, kar je storil. Gotovo je imel popolno vedenje o Bogu, saj je bil sam del Boga, bi rekli, druga oseba Svete Trojice. Je pa za uvod svojim besedam pogosto postavljal kot predznak v smislu prisege. Resnično, resnično vam povem. Amen, amen vam pravim. Govorim vam resnico, samo resnico, nič drugega kot golo resnico, bi lahko rekli, ne? O Bogu, človeku in stvarstvu. Ja, to se posebej, ta dvojni amen, dvojni resnično, resnično se pojavlja v Janezovem evangeliju in to je hkrati tudi uvod v Jezusove besede, ki bodo sledile, da so resnica sama, da so to besede Očeta, ki jih govori skozi Jezusova usta, besede Duha, ki jih govori skozi Jezusova usta, hkrati pa tudi je bila to napoved,
da hoče povedati Jezus nekaj zelo, zelo pomembnega. Ta resnično ali pa resnično je bil uvod v nekaj, kar je Jezus zelo hotel poudariti in podčrtati. Da nam tisto, kar nam bo sporočil, da je za naše življenje zelo pomembno. Mnogokrat so to besedo tako spoštovali naši predniki, da jo recimo niti prevajali niso. Ne? Koliko je lahko recimo ta beseda, o kateri sedaj govoriva, tudi na nek način tista točka, lahko bi rekli tudi neko rezilo noža, ki nas deli na verne in neverne? Prvo bi jaz rekel, da popolnoma nevernega človeka najbrž na svetu ni. Vsak ima v sebi neko prepričanje, nek sistem vrednot, neke vrste vero, ali v lepoto, ali v umetnost, kulturo, ali uživanje, ali kaj drugega. Ta vera ima samo potem različne podobe. In edino Jezus je bil tisti, ki nam je to vero do konca osvetlil in da samo v njegove besede lahko dokončno in pa 100% verujemo. Ne? Je pa seveda to potem delilo. Ne? To delilo. Se Jezus je sam napovedal, ne? Na svetu boste imeli preganjanje ali pa tiste besede, če z zelenim lesom tako delajo, kaj bodo naredili šele s suhim lesom. Ne? Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas. Jezus je pač obljubljal učencem ne lepo prihodnost, ampak tisti, ki so z vsem srcem sprejeli njegovo besedo, sledili njegovemu zgledu, so enostavno začutili, da je vse tisto, kar jih čaka, manj pomembno, kot pa to, da ostane zvesti Jezusovi besedi. To je bilo zanje višek, ne? Mogoče so tudi razmišljali o nebeškem plačilu, ki ga je Jezus obljubljal, ne? Ali pa nebeški sreči. In tisti, ki so razumeli Jezusovo besedo, so potem nekako tako, ko smo se že prej pogovarjali, razumeli tudi, da je to življenje potovanje v večno srečo. Jaz sem včasih pripravljal, ko sem v Nemčiji nadomeščal župnika pridige za pogrebe. In sem pri eni pridigi, ne vem, kar nekaj mi je dalo in sem začel razmišljati v smislu svetega Benedikta, ki govori, da je življenje samostanske skupnosti delavnica. In potem sem pri tem pogrebu potem razmišljal tudi, da je naše življenje na tem svetu pravzaprav delavnica, v kateri se pripravljamo na večnost. In ta delavnica je tako pomembna, da je od te delavnice, se pravi, ko operiramo ali pa delamo s krhkimi, malovrednimi stvarmi, tako pomembna, da imamo v rokah pravzaprav svojo večnost. Ne? Tako da je to življenje je pravzaprav odločanje, vstopanje v večnost, seveda po meri, koliko si sposoben ali pa koliko si sposoben priznati resnico in resnico sprejeti. Ko govoriva o Božji besedi, o Jezusu Kristusu, o njegovem poslanstvu, sem izbral iz Svetega pisma odlomek iz Lukovega evangelija, ki se mi zdi zelo pomemben, eden bistvenih, kar se tiče Jezusovega poslanstva. In sicer Luka 4. poglavje od vrstice 16 do 30. Takole piše. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile uprte van. In začel jim je govoriti.
Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajali iz njegovih ust in govorili, ali ni to Jožefov sin? On pa jim je rekel, seveda mi boste povedali ta pregovor, zdravnik, ozdravi sebe. Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj, v domačem kraju. In rekel je, resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim. Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi. Toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen k vdovi v Sarepto na Sidonskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden, razen sirca Naamana. Ko so to slišali, so vsi vzhodnici pobesneli, vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. Pater Branko, kaj pomeni ta razglas Jezusa v Nazaretu? Kaj je pomenil takrat za tiste ljudi in kaj pomeni za nas danes? Mogoče bi začel jaz malo bolj široko. Se pravi, ko je Jezus prišel v shodnico med svoje rojake, so najprej bili radovedni, kaj bo povedal. Ne? Ker so ga poznali kot Jožefovega sina, kot delavca v Jožefovi delavnici, so potem bili radovedni, kaj bo povedal. In potem je Jezus bral ta odlomek iz preroka Izaija, Duh Gospoda je nad menoj, in potem nekako te besede obrnil nase, češ, danes se ta beseda izpolnjuje. Hotel jim je povedati, gledajte, danes se izpolnjuje ta beseda zato, ker iz mojih ust slišite očetove besede, Božje besede. To je bilo vse v redu. Ljudje so strmeli nad njim, ker jih je očaral, govoril jim je iz srca. Čutili so, da jih ima ob vsem tem rad. Seveda, potem je pa Jezus občutil ob njih tudi neko vrste nevero. In je potem ta primera od vdove Sarepti na Sidonskem, pa od sirca Naamana, jim je pa hotel odpreti oči, češ, v vas je še zmeraj precej nevere. Ne verujete mi. Odkot ta preobrat v tej množici, ki ga je takrat poslušala, da so šli od občudovanja v takšno sovraštvo? Jaz mislim, da je tukaj Jezus nekako živo zadev na trn njihove nevere. In Izraelci so se čutili, da so izvoljeno ljudstvo, da so izbrani in da imajo prav, se pravi glede vere. Jezus jim pa potem s tem dvema primeroma hoče povedati, da bodo tudi tisti, ki niso njihovega rodu, pa ki verujejo pred njimi. Ne? Se je Jezus tudi rekel, ne? Da ko je govoril o Janezu Krstniku, pa mu ljudje niso verovali. In je potem rekel, nečistnice in cestninarji pojdejo pred vami v nebeško kraljestvo. S tem je mislil na farizeje, ki so bili pravoverni. Ne? Zdaj, tukaj je bila ta, v izvoljenju ljudstva je bila mogoče ta neka napačna gotovost, češ, mi smo izvoljeni, mi bomo podedovali kraljestvo, mi bomo stopili tja, brez da bi se kaj trudili, ker smo izvoljeni. Ampak Jezus je tukaj nekako predvideval ali pa pričakoval, da človek na vero odgovarja. Da potem na vero odgovarja s svojim življenjem. Glejte, se tudi sirec Naaman ni tako lahko veroval. Bil je besen, ko mu je prerok rekel, naj gre v Jordan, pa se 7-krat okopa in bo spet zdrav. Pa je jezen odhajal, pa so mu potem drugi rekli, vse to ni težko, naredi. In ko je to naredil... Če ti to reče prerok, ne? Ja, ne? Če ti to reče prerok, naredi, ne? In potem je šel in naredil,
in njegova koža je spet bila zdrava. Ker je bil poslušen. Ja, bil poslušen in v njegovem srcu je bil vsaj majčken kanček vere je bil. Potem, ko se je pa zgodila ta ozdravitev, je pa se odprla pot veri in je veroval. In potem je lahko rekel, ni Boga razen v Izraelu. Pater Branko, povejte nam še kaj konkretno o teh Jezusovih besedah, ko je dejal, danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Tukaj je Jezus na nek način res usmeril svoje javno delovanje in pa svoje učenje na uboge, preproste, zatirane, zaprte. Se pravi, Jezus je tudi na tem govoru v Nazaretu pokazal, da ni prišel zato, da bi zbiral farizeje ali pa prvake vere, ki so sami mislili, da so pač pravoverni in ne potrebujejo nobene razlage, nobenega pouka. Ampak Jezus je prišel, da je zbiral tiste, ki so bili reveži, ki so bili izgubljeni, ki so imeli mogoče v srcu še samo en mali kanček vere. In tem je prišel Jezus potem spregovoriti, te je prišel Jezus prebujati. Od teh je Jezus prišel vero nekako pomnožiti. Sej je tudi potem enkrat drugič rekel, če bi ne bili slepi, bi bili brez greha. Tako pa pravite, vidimo, da to vaš greh ostane. Je pa še nekaj zanimivo, kar me vedno znova, vsako leto, ko razmišljamo pri nedelji Jezusovega krsta, nekaj zelo fascinira. Glejte, ko je Jezus začel svoje javno delovanje, pa ko je bil krščen od Janeza, se je to zgodilo na najnižji točki zemeljske oble. Ob Jordanu. Ko je ta mrtvomorska depresija, mrtvomorje 400 metrov pod gladino morja. In to tudi nekako mi vedno nekako že fizično sporoča, da se je Jezus, ko je prišel, ko se je očlovečil, spustil v globine naše zgubljenosti, globine našega zla. Zato na nek način škof Turnšek pravi tudi, da je Jezus, ko je stopil v to jordansko vodo, v katero so se umivali grešniki, bil umazan od te vode. Ampak Jezus je to vodo očistil s svojim navzočnostjo. In to mislim, da Jezus tudi v tem odlomku iz Nazareta hotel povedati, da je prišel sem, da bi zbiral okrog sebe uboge, izgubljene, grešne, slepe, pa tiste, ki so bili zaprti. Ampak zakaj je potem še naprej danes toliko ljudi bolnih, revnih, invalidnih, zatiranih? Zakaj jih toliko umira, preden pride njihov čas? Glejte, bolezen in trpljenja sta tudi neke vrste skrivnost. Jaz večkrat ljudem, ki pride k spovedi in povedo, kako trpijo, in povem, glejte, ni nujno, da je to trpljenje kazen za vaše grehe. Ali pa jim rečem, ne tako verovati, ker potem boste sami sebe trpinčili, češ pa raziskovali, kaj sem v življenju naredil narobe. Ampak, glejte, Jezus je rekel, ta bolezen je zato, da se razodenejo Božja dela. Glejte, tudi naše trpljenje, naše bolezni so marsikdaj nam dane ali pa podarjene zato, da se na nas razodenejo Božja dela, Božja ljubezen, Božje usmiljanje. In nekateri ljudje to razumejo in se začnejo za bolezen zahvaljevati kot dar. Tudi sam snemo izkušnjo bolezni in vem, da me je ta bolezen vodila v stično. Vem, da me je ta bolezen vodila v moj duhovniški poklic, takšnega, kot ga živim danes. In vsak človek ima možnost, da to svojo bolezen, svoje trpljenje razume in kot Božji dar, ali pa, če rečem tako pri spodobi, kot ljubečo Božjo roko, ki te objema, ki ti pokaže, kako te ima rad. Če to spregledaš, si na nek način ozdravo. Si ni nujno, da telesno ozdraviš. Pomembno je,
da ozdraviš v glavi in v srcu. Da vidiš, tudi takega me ima Bog rad. Tudi zame je Bog bil na križu. Tudi takrat, ko je bil Jezus križan, je zame trpel, zato moja bolečina ni tista, ki bi me pogubila, ampak ki lahko združim z Jezusovo bolečino in ta moja bolečina lahko postane odrešujoča tudi za druge. Ampak ob tem bi naj človek, glede na Jezusove besede, ki smo jih slišali iz tega razglasa, človek zmeraj ostal tudi v veri. Pomeni, Gospod mi želi dati ozdravljenje. On me je že ozdravil, odrešenje, življenje, svobodo, ki je od takrat, ko je on to razglasil v nazareški shodnici, pravzaprav na voljo vsakemu človeku. Da. Torej je naša nevera problem. Ja. V Jezusko delo čudeže je zmeraj predpostavljal, da je človeku vsaj kanček vere. Ne? Ko je včasih vprašal, veruješ to? Verujem, Gospod. Ne? Potem učenci je tudi velikokrat opozarjal, prosite Gospoda, naj vam pomnoži vero. Gospod, pomnoži nam vero. In zato je potem tudi mnogokrat odgovor na ta naša trpljenja, na ta naše stiske, lahko tudi naša premajhna vera. Zato bi bilo res tudi zelo primerno, da poleg teh rednih molitev, ki jih upravljamo vsak dan, bi prosil Gospoda tudi samo z eno besedo. Gospod, pomnoži mi vero. In če bi z vero potem gledali na svoje življenje ali pa živeli življenje v veri, hodili v veri, bi nam bilo mnogo v življenju lažjega. Saj Jezus ni prišel zato, da bi nas vse ozdravil. Tudi takrat, ko je živel svoje javno življenje v Izraelu, ni ozdravil vseh bolnikov ali pa ni pomnožil kruha tolikrat, da bi lahko zmeraj siti bili. Ni ozdravil vseh bolnikov, če niso pokazali vere? Ja, če niso pokazali, če ni najdel ene vere. Ne. Hkrati pa tudi on, ker je bil Bog, je videl, kaj lahko iz ozdravljenjem nastane. Veste, včasih je lahko, če človek ozdravi, potem lahko zaideš v življenje, ki te ne vodi k Bogu. Ali pa pozabiš na hvaležnost. Glede, onih 10, ki jih je gobovih, ki jih je Jezus ozdravil, 9 jih je šlo v life, eden se je pa vrnil, ker je začutil, da je to dar, da je to nekaj, kar ni on zaslužil. In se je prišel in se je Bogu zahvaljeval. Ne? Ljudje iz Jezusovih prvih galilejskih let niso storili ničesar drugega, kot da so verjeli njemu, dostojnemu vere, tistemu, ki ve, ki komunicira in se daje drugim z vsem svojim bitjem. Koliko so takrat tisti ljudje bili tako rekoč primorani, da tako rečem, Jezusu podariti lastno zaupanje, življenje, prihodnost, smrt in večnost. Če bi namreč predpostavljali, da osebno stojimo pred tem človekom, da smo eni od njegovih sodobnikov in očividcev, ne vem, ali bi mogli sprejeti kakšne druge posledice za svoje življenje, kot so jih sprejeli takrat njegovi učenci in tisti, ki so ga poslušali, mu sledili. Prav ste rekli, njegovi učenci, ne? Jezusa je poslušalo veliko ljudi, ne? In veliko je delal, vse piše tudi evangelist, notar, da je bilo tako, da včasih še jesti niso mogli. Tukaj je bilo dela, ne? Z bolniki, z ljudmi, z oznanjanjem. Ampak gledajte, vsi ti ljudje tudi niso sprejeli Jezusa kot svoje življenjsko resnico, kot svoje življenjsko pot. To se je potem kasneje pokazalo. Gledajte, na Veliki petek so bili mogoče ti ljudje, ki so prej Jezusa poslušali, ali pa šli na cvetno nedeljo, ob Jezusu sklikali Hozana, Davidov sin, ki prihaja v Gospodovem imenu, so bili ti ljudje mogoče sposobni spet reči takrat križaj ga. Zato, veste, profesor Krašovc nam je vedno, nam je enkrat, ko smo bili že proti koncu fakultete, spregovoril tako čisto praktično. Je rekel, fantje, gledajte, ko boste prišli na fare, ne računajte, da bo cela fara drvela za vami, da boste imeli nabito polne cerkve.
zavedajte se, da boste delali tako kot Jezus. Ne boj se mala čreda. Prav za vami bo hodila samo mala čreda in to so tisti zvesti Izraelovi otroci, tudi danes. Ne? Če na tej točki zaključivo, pater Branko, k čemu nas pravzaprav spodbuja nedelja Božje besede? Nedelja Božja beseda nas spodbuja, da bi jo ponovno odkrili. Da bi se zavedali, da je Božja beseda res tisto, kar nam v življenju lahko da marsikakšen odgovor, ki nas vodi k pravi resnici in ki nam lahko v življenju veliko pove. In potem, veste, brati Božjo besedo je pravzaprav bivati z Bogom, biti z Bogom, prijateljevati z Bogom. In jaz sam osebno s tem vzmeril željo, da bi Božjo besedo čim lepše razumel. Pa sem se poskušal učiti hebrejsko, ampak to je tako težko, da mi ni uspelo. Zato si potem pomagam z raznimi razlagami, potem opombe, ki so v Svetem pismu, nam marsikdaj lahko veliko povedo, tako da se potem kakšna misel pride in ti potem čist v drugo smer razsvetli Božjo besedo. Hkrati pa tudi Božja beseda je tako bogata, da nikoli me ne pusti praznega. Vedno znova mi spregovori na ta ali pa drugačen način. Recimo, ko sem bil mlad duhovnik, prvo, drugo leto, sem se bal, kaj bom pa čez 3 leta pridiga, ko pridejo ti evangeliji okrog. Zdaj vidim, da nimam nobenih težav, ker vsake 3 leta, ko beremo iste evangeliji, mi Jezus po tistem evangeliju drugače spregovori. Tako da je to bogatstvo Božje besede. In to bogatstvo Božje besede bi jaz privoščil vsakemu. Zato je ta nedelja Božje besede tudi spodbuda, da bi vzeli v roke Sveto pismo in ga brali. Vsak dan? Vsak dan. Ja, da bi ga vsak dan brali, ker če ponovim spet tiste besede tega starca ruskega, ko beremo Božjo besedo, Jezus umiva naše duše. Se pravi, Jezus nas že očiščuje ob branju Božje besede. Hkrati pa tudi, ko berem Božjo besedo, na nek način bivam ali pa sobivam z Jezusom. Tako da smo takrat skupaj. In to je najbolj koristen čas v življenju, ki ga lahko preživim, čas, ki ga preživim z Bogom. Najlepša hvala, pater Branko Petauer, za te vaše bogate misli in razmisleke. Hvala, ker ste bili naš gost. Drage gledalke in gledalci, za konec, treba nam je le eno, da se v duhu pomešamo med Jezusove učence, njegove spremljevalce, med tiste, ki so šli za njim korak za korakom, žene in može, in da človek občuti in si sam sebi prizna. Vera v tega Jezusa je nekaj najbolj naravnega, najbolj človeškega, najbolj razumnega, najbolj dostojnega človeka, kar so ti posamezniki mogli storiti v svojem življenju in kar se danes od nas pričakuje v odnosu s to osebo. Iz obličja v obličje, iz oči v oči, od srca do srca. Edino to je odgovorno obnašanje pred tem edinstvenim likom človeške zgodovine.